Beletrina v živo. Ljubiteljice in ljubitelji knjig, lepo pozdravljeni. Tole je odlična priložnost ob izidu novega romana z naslovom Ekstra deviško. Za kratek pogovor seveda z avtorjem pričujočega dela. Z nami je Dušan Čater. Dušan, lepo pozdravljen. Živijo. Kaj lahko rečeva pravzaprav za sam začetek? Gre za 7. roman, kar nekaj let je minilo od 6. do 7. In običajno me predvsem zanima to, kaj je zaznamovalo to obdobje oziroma po čem si boš čez nekaj let zapomnil obdobje pisanja in konec koncev tudi izida romana Ekstra deviško. Dobro. Minil je toliko časa, ker sem se dejansko malo prenasičal romanov. Zgodba je nekako taka, da sem imel na mladinski knjigi otroški romanček Riba mož, ki pa zaradi finančne stiske so sploh razmišljali o tem, ali bi sploh še obdržali založništvo ali bi sam svinčnike prodajali. Ne. In je knjiga tam čakala nekako 2 leti. Ne. Meni je bilo pa tega dovolj in sem potem enostavno poklical na litero Orleka, Orlandota in se zmenil, da knjiga izide pred njemu. Ker pa je imel program že za film, za tisto leto je rekel, da lahko me sicer noter spravi, ne, ampak kot protiuslugo moram jaz naslednji roman izdati pred njemu. Ne. Problem je bil pa v tem, da sem že imel pogodbo tudi z Ščandrom za nov roman, ampak sem na hitro še stisnil tega za Orleka, tako da sem dejansko bil v tem pisanju romanov noter že toliko izmozgan od vsega tega, da sem dejansko rabil nek predah vmes. Ne. Ta predah sem pa bolj kot ne izkoristil za scenaristiko, predvsem za serije, ki so nekako tudi najbolj plačane od vsega tega, na čem se je pač treba živeti. Ne. Pa sem pa tudi tega nekako nasitil in sem si vzel pač, se rekel, zdaj pa čas, da, ker mi je pa na glavi skozi ležal ta roman za Čandra, da to spravimo pod ključ, ne, da lahko v miru delamo druge stvari naprej. In je dejansko, če tako pogledam, ta roman nastaja od nekih 5 let. Ne. Saj prva zgodba je bila že na začetku nekako postavljena, pa je potem mogla zadihati in tako naprej. Išla je pa v času korone, kar se lepo sliši. No. Res, da bo korona zaznamovala tudi ta izid. Me pa predvsem zanima najprej, za neko poletno branje je to idilično. Namreč radi včasih beremo na kraju, o kraju in tule se pravzaprav postavljamo na nek otok, gremo seveda na Jadran in na kakšen način lahko rečeš, si izbiral lokacijo oziroma kaj je tisto, kar prinaša otoškost. Če se zgodba dogaja na otoku, to seveda pomeni, da gre za neko hermetično zaprto sredino. Kaj si mogoče sam odkrival pri pisanju in pri iskanju same lokacije? Meni se vse stvari nekako zgodijo po naključju. Ne. Mi smo delali film Pojdi z mano, ne, s Šterkom, in ker je pač bil dobro sprejet, smo bila mnenja, da kujmo železo, dokler je vroče, smo hoteli na hitro po Hočevarjevi varianti, ne, gremo mi po svoje še hitro en del vsekati, dokler so pač na skladu, filmske skladu pripravljeni kaj pripomoriti k temu. Ne. Je pa naslednja, mislim, zgodba bi se pa naj dogajala teh istih ljudi, protagonistov v Pojdi z mano na nekem otoku, kjer grejo skupaj na počitnice. Tako je prišlo dejansko do tega otoka in prvi začetki, recimo, zato je tudi junak, recimo malo starejši od, ne, ki se pač 2 leti kasneje po Pojdi z mano bi naj dogajali. Tako kot je, ne, in zato se dogaja na otoku, ne. Se pravi, čisto po naključju, ne, pa ker sem v bistvu lenuh, ne, in če že imam nekaj narejeno, hočem to izkoristiti do konca. Ne. A kaj pa ponuja otok? Načeloma otok kot nek tak prostor za dogajanje, že zaradi te zaprtosti, majhnosti, vsi se vedo. Moram reči, da meni scenaristika veliko dala tudi za pisanje romanov pol naprej, ne, za literaturo. Ne. Zelo pomembno je se meni, kje se zgodba dogaja. Ne. Otok je kot zaprta skupnost en dober teren za vse mučke med znanci, za skrivnosti, vse, ne, kot pa, ki se recimo na Manhattnu zgubi. Ne. Druga stvar je, vprašal si me prej za poletno branje, ne, to je čisto odločitev
založbe, ne, da pa pač pred poletjem to dal ven. Ne. Jaz sem se sicer navijal, da bi bilo to čim prej, ker mi je bilo tudi v kakšnem drugem interesu, da čim prej izide. Ne. Je pa res, da se seveda dogaja na otoku, ampak se ne dogaja po zimi, dogaja se februarja, kar tudi prinaša neko posebno atmosfero v samo otoško ozračje. Zakaj februarja in kaj to prinese? V bistvu umakne vse turiste in se nekako osredotoči predvsem na otočane, na ljudi, ki tam živijo, na njihove težave. Ja, ki imajo samo sami s sabo težave, ne pa s turisti. Ne. Je pa res, da sem v mislih sem imel nekak Susak, ne, čeprav je tudi geografsko malo drugačen, ampak nekako sem si predstavljal vse to, kot da je to Susak. Ne. Je pa to tu otok, ki ga poznam recimo tudi iz zimskih časov, ne, ker sem šel večkrat tudi po zim tja, ravno zaradi tega, da se malo umaknem iz megle, recimo ljubljanske. Ne. Ampak vse te, kar se tiče seveda detajlov zgodbe, pa tudi konec koncev imena prizorišč, to je izmišljeno ali dejansko tudi na Susku najdemo dom upokojenih mornarjev, ki ima tako pomembno težo kot to? Ni dom upokojenih mornarjev, je pa dom, kaj je že, dejansko je nek dom, ko ima ekip vspred, ne, dom iznemoglih lica, to je bilo nekje drugje. Ampak dejansko je seveda tudi to služilo kot ena izmed motivacij za Ja, samo prizorišče. dejansko, če si ti res po zim, recimo na kakem otoku, ali pa ni treba, da si na otoku, recimo lahko tudi v Istri, v kakšni vasi, ne, dejansko vidiš, kako življenje tam funkcionira brez te norije turistične in to. Ne. In seveda, tam imajo en plac, kjer se zbirajo in ali govorijo o politiki, ali govorijo o fuzbalu, ali pa o vremenu. Druge ni. Tako. Je pa seveda zanimiva tudi sama struktura pravzaprav romana Razdeljenje na dneve. Pravzaprav so poglavja dnevi, ki se dogajajo. Zakaj so ti dnevi toliko pomembni in pa na kakšen način seveda omogočajo lažje in bralcu in seveda tudi avtorju razdeliti vse dogajanje? Ne vem. Že kot mali, a veš, ko sem knjige bral, ne, me je fasciniral recimo prvi del, prvo poglavje, ali pa recimo poglavje z naslovom, pa to ne vem, nekako moraš dati poglavja, pa sem se pač odločil, da bo po dnevih. Ne. Super. Še ena stvar, ki me je bila interesantna, kar se tiče seveda te otoškosti, so pa kako obdržati družinske skrivnosti, oziroma kako obdržati skrivnosti sploh. Je bilo tukaj kaj specifičnega glede same lokacije? Zakaj take skrivnosti oziroma take mučke, kot si prej rekel, bolj živijo na otoku? Jaz mislim, da ne moreš, ne. Ne moreš in zato se mi zdi po moje zanimivo, ne, ko v malem okolju slej ko prej pride vse na dan. Ne. Recimo lahko povem en primer, ne, na pogrebu mojega dedka, ne, oče od moje matere, ne, je do moje matere pristopila ena ženska iz Idrije, ne, in je rekla, jaz sem pa vaša polsestra. Ne. Jaz pa moj brat, pa moja sestra, pa fater smo se temu režali, kul, ne, dajmo se mi to, ne. Povejte, kaj je v tem, ne. Moja mati je pa govorila, pa teta, ne, njena sestra se pa samo govorila, joj, sramota, 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 ne. A veš, kako bi rekel, to se je zgodilo v Celju, ne, a veš, in slej ko prej je mogel to tudi recimo za celo širšo, recimo veliko Slovenijo, ne, pride vse slej ko prej na dan, ne. Kaj šele v takih primerih, ne. Je pa zanimiv tudi protagonist. Običajno ta protagonist je mogoče tukaj po eni strani 17-letnik, ampak z njim se lahko poistoveti vsakdo, ne samo mladostnik. Na kakšen način si poskušal seveda narediti tega protagonista čim bolj živega, čim bolj bogatega, ker Maj takšen je? Škak je, enkrat mi je rekel Dušan Jovanovič, ne, liki delajo zgodbo, ne zgodba lika, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, mislim, nekaj božga, kar sem kdajkoli slišal ali pa dobil na svet, ne. En od teh razlogov, ne, da se tekst 5 let ni premaknil, ne, dejansko naprej, je bil v tem, ker nisem mogel najti tega glavnega lika Maja, ne, njegov jezik, recimo, ne, ko meni se zdi, da je zelo pomemben, ne. Lika definira, na primer, to, a reče dober dan, ali lahko dobim, prosim, še eno pivo, ali pa reče, ala, pizda, da še en pir, ne, recimo, ne. In nekako, dokler ta lik ne spregovori, ne, ga jaz osebno ne morem videti, ne, a veš. In nekako mi je zlaufal, nekako mi je tek zlaufal, ne, na oni prvi sceni, ko vidi ona dva psa na pogrebu, ne. Ko sem
prekinil in nisem napisal recimo občevala bota, ampak sem rekel fukala bosta. In v tistem trenutku je meni roman stekel, ker sem najdel jezik, s katerim bi pač govoril in narator, in Maj, in vsi ostali protagonisti. No. Jaz sem mislil, da bo beseda noro tista, ki je naredila Maja, zato ker je bilo tako interesantno, ker se pojavlja noter in ker daje nek jezik pravzaprav njemu in celemu romanu. To je pa dejansko neka prijateljica od moje hčere, ki dejansko, jaz sem tudi prvič slišal ta izraz, za vsako stvar reče noro. In pač čisto zaradi tega sem dal to notno. Celo sem jo še vprašal, če lahko to uporabim. Avtorizacija je bila opravljena, da se ve. Je pa zanimivo pravzaprav, kako se nek tak mlad lik, 17-letnik, ki pride pravzaprav na kraj svojih korenin, ki pa se jih niti ne zaveda, kaj to pomeni za identifikacijo enega mladostnika. Koliko je pravzaprav bilo tukaj enih vprašanj, na katera je Maj dobil odgovor in so mu seveda pomagala za vse tisto, kar se je spraševal v Ljubljani. Zakaj je bilo toliko pomembno, oziroma zakaj je toliko pomembno, da se vsak človek identificira s svojimi koreninami? Ne vem, ampak nekako se mi zdi, lahko recimo sodim sam po sebi. Recimo, moj brat je 1 leto starejši od mene, ampak se je recimo že pred 15 leti začel zanimati za ta družinsko drevo, odkot mi izhajamo, bla, bla, bla. Meni se je to začelo dogajati recimo pred 10 leti in pa sem poštekal, če me dejansko finta. On je to dejansko se začel zanimati, ko je on dobil svojega naslednika, ker otrok bo verjetno slej ko prej začel to sprašovati, meni se pa isto to zgodilo. Mene to dejansko nikoli ni zanimalo, ampak enkrat me je pa ta mala pač vprašala, kaj je dedi delal. In sem mogel dejansko začeti malo se zanimati o tem in se mi zdi, da nekako slej ko prej si pridemo do nekih teh družinskih zadev, ki te dejansko tudi tvoje prvo okolje, v katero si postavljen, te na velik način identificira. Je pa zanimivo, so pa vedno noter nekake, kako bi rekel, skrivnosti, o katerih se ne govori. Na to sem naletel jaz, na to je naletela moja žena in po svoji strani neke stvari ostajajo skrivnostno. In je zanimivo, da se v bistvu razkrijejo šele potem, ko jih moraš kot pričevalc povedati naslednje generacije in podobno, kar se tega primera tiče. In marsikakšna luknja, črn spomin, negotovo se potem razčisti. Še ena stvar, ki je bila pravzaprav mi tudi zanimiva, je ta nek slovenski priokus, sem mu jaz rekel, zaradi same po eni strani zapuščine, starševstva, ta skrivnostnost, sram. So to neki slovenski elementi, ki očitno tudi na otoku preživijo? Ja, vsekakor. Mislim, te stvari so zelo slovenske, ampak zdaj se lahko vprašamo, a so res samo slovenske. Mi dejansko poznamo svoje prednike, svoje veje, svoje korenine, kjer to prevladuje, ampak bi si upal trditi, da je pa moja vse posod nekako tako, ne vem. Res je, najbrž. Je pa še ena stvar, ki mi je bila zanimiva, že na samem uvodu, pravzaprav je zelo izpostavljeno to, da slišimo glasove naše zavesti, kar je ena izmed teh stvari, o katerih sva prej govorila o sami identifikaciji s koreninami. Zakaj te glasovi naše zavesti, ko se oglasijo, je dobro, da jim sledimo oziroma da vsaj odgovorimo na vprašanja, če nam jih postavljajo? To je zdaj eno tako vprašanje, na katerega lahko odgovorimo, šta je pisac hotel, da kaže. To se mi je enkrat pač enemu prav posebnem, tako bi rekel, trenutku, ko se mi je to zapisal, se mi je pač zapisal. In ponovati tako, da ponovati drug dan take stvari ščrtaš ali se jim nasmejiš, tam je pa nekako stala simpatična, pa se mi opusta. In je dobila mesto, načasne mesto na uvodu. Tako. Je pa marsikaj bo potrebno raziskovati. Domnevam, da po eni strani leto 53, 82, to vse so seveda leta, od katerih predvsem 53 ne veš kaj dosti, medtem ko 82 je bilo pa znamenito tisto svetovno prvenstvo. Koliko si moral pravzaprav raziskovati in o tem, kaj se dogaja na tistem svetovnem prvenstvu in o tem, kako živijo mornarji. Konec koncev je to en aspekt, o katerem ne vem, koliko si vedel. Pa danes imamo internet, tam se vse najde. V mornarskem življenju sem vedel, ker imam pač enega niglih prijatelj, pa kaj recimo prijatelja, ki je bil nekaj časa mornar, pa je govoril neke svoje štorije. To raziskovanje pa, ne vem, nekako je potrebno, da daš zgodbi neko avtentičnost. Izbira samega obdobja, v katerega se bomo dali, pa nekako tako, da če imaš
mladeniča, ne, 17-letnika, recimo lahko bil pa tudi 15-letnik, ne, in če govorimo o njegovem detku, ne, mora biti tudi pa toliko let razlike, ne. Zdaj pa ta leta lahko varira tudi 5 ali 10 let in znotraj teh let najdeš pač eno obdobje, ki je najbolj zanimivo, recimo, ne, a veš, agrarna reforma, ki ima veze z zemljo, ne, fuzbal prvenstvo leta 82 in Falklandski otoki, vojna, ne, rojstvo punka na nek način v Angliji, ne. Tako nekako, ne, vsej, kako bi rekel, zgodba skupaj postati, zgodbe so vedno sestavljene iz nekih izsečkov, ki jih pač nekako povežeš skupaj, ne. Je pa zanimivo, da je ta mornarski slog življenja dobil seveda toliko veliko težo in pa tudi konec koncev vse tisto dogajanje, kar mornarja spremlja na poti in to je tudi nogomet, življenje v pristaniščih, Falklandska vojna in tako naprej. Prej smo se na kratko pogovorili in mi je bilo zanimivo, da si omenil, da marsikdo sprašuje, gre za mladinski roman, ker po eni strani je pač mlad karakter, s katerim se poistovetimo, protagonist, ampak kako bi sam odgovoril na to? Ne vem, enostavno ne vem, ker tudi ne vem, kaj je merilo za mladinski roman, ne, ali ga raj berejo, še najbližje mi je to, da ga raj bere mladina kot recimo odrasli, ne, bolj odrasli, recimo, ne. Drugače pa ne vem, ne. Bralci presodijo. Ja, recimo, če je narator otrok, bojo verjetno si rekel, da ne vem, otroški roman, ne, ampak to imamo recimo 2 naratorja, ne, beremo dnevnik odraslega človeka, ne vem. Res je, ja. Sploh pa ne vem, zakaj bi rabili kakršnekoli označbe, ne. Moram reči, da ena stvar, ki se mi je zgodila takoj po branju, je, da sem začel razmišljati o tem, zakaj ne pišem več dnevnika. A je mogoče bilo kaj te težnje tudi noter, ker pravzaprav vidiš, kaj pomenijo spomini. Ko tebe več ni spomini ostanejo in mogoče odgovorijo na marsikatero vprašanje. Zakaj ga ti ne pišeš? Čisto moja osebna, ampak... Jaz ga nikoli nisem pisal, no. Ne? Ne. Ampak teža samega dnevnika je tukaj izjemno močna, ker pravzaprav pove stvari, ki so bile zamolčane, pove jih takrat, ko več jih ni moč povedati. Se mi zdi, da je dnevnik pravzaprav ena od gonil seveda celotnega dogajanja. Ja. Kako nekako, če hočeš ti povedati neke zgodbe v 2 različnih obdobjih, ne, moraš najti nekako rešitve, kako bi to povedal, ne. In ali daš neki recimo kot, flashback recimo v filmu, ne, v kurzivo recimo o literaturi, ne, a veš, pa naj se sam človek ukvarja s tem, kaj bi naj zdaj to pomenil, ta preskok, ne. Tako da dnevnik je tle dejansko kot ena rešitev tega problema, no. Ja, in v bistvu zelo elegantna rešitev tega, kako ločiti vse skupaj na 2 različni obdobji. Še ena stvar, ki sva prej omenila, po eni strani seveda zanimivost tega otoškega življenja, po drugi strani unikatnost tega pripovedovalca in pa vsi ti elementi, ki prihajajo nekako noter. Predvsem je bil ta občutek sramu nekaj, kar vsaj meni se zdi zelo prevzame celotno dogajanje, celotno zgodbo. Zakaj si se odločil, da boš temu občutku sramu in tega neidentificiranja z koreninami dal tako veliko težo? Ja, no, po pravici povedano, nisem vedel, da bom imel tako veliko težo, ampak saj zaradi tega sramu je bil recimo maj, ne, glavni lik, ne, prikrajšan za recimo svojo otroštvo z dedkom, ne, samo zaradi nekega butastega sramu, ne. Ja, in to seveda pride vse te preostale posledice. Še zanimivost, kar se tiče seveda samega dogajanja, je pa tudi na kakšen način si se lotil pravzaprav pisanja. Je bilo kaj važno, kje si pisal, kako si ustvarjal, si kaj pisal na otoku samem, si bil kaj na morju, je to ena stvar, ki te kot pisatelja, ko si v takem okolju? Ja, šel sem s tem namenom. Na Susek? Ne, na Susek, takrat nisem imel možnosti iti. En kolega, ki ima v Dalmaciji, Sveti Filip in Jakov, ne, mi je oddal, ima hišo tam in mi je oddal za 3 tedne, ne, ampak
tam nisem napisal niti vrstice. Ne. Tako pa navadi to gre. Ne. Recimo Džehenem sem šel pisati v Sarajevo, sem bil tam 8 mesecev, pa razen naslova nisem domov nič prinesel. Ne. Ampak gre pa, da zbereš neke vtise. Ne. Sej zgodbe se ponavadi rodijo, kaj pa vem, na WC-u, a veš, ali pa na poti domov, ali pa zjutraj, ko psa sprehajaš, ne, ampak to neko avtentičnosti pa da ti to nekako vidiš, ne, recimo. Kaj je bilo mogoče na koncu največji izziv v tistem zadnjem obdobju pred izidom? S čim si se največ ukvarjal oziroma kaj te je najbolj žrlo? Glede romana? Ja. Ko sem imel enih 200 strani, sem hotel končati, ne? Na hiter, ne? Ker mi je tudi gar se mi je že popel, ne, ta roman. In sem tudi rekel, da imam do konca, ne, s Čandrom smo govorila, sem rekel, da imam do konca še največ eno polo, kaj več ne, ker sem, da se to zdaj lepo zaključi, lepo elegantno in tako, ne, ampak dejansko sem takrat videl, ne, da sem šele če hočeš v istem ritmu nadaljevati, ne, da sem šele na pol poti, ne, tako da kar najbolj me je žrlo to, ne, ali se mi bo uspel sploh prebiti do konca. Drugi strah je bil pa to, ker sem bil že sam toliko naveličan tega otoka in tega maja in teh mornarjev, je bil pač strah, ne, da bo tudi bralec že rekel, pa ajde, dosta više, ne, teh zgodb, ne, ampak jih pa moraš nekako pripeljati do konca, da se ne vidi, da si na hiter šalabaj za neki skupne. Prej sva rekla, da morje ni bilo najbolj produktivno, kar se tiče pisanja. Kaj pa je bilo najbolj, oziroma kje pa je bilo najbolj produktivno, kar se pisanja tiče? Kaj bi mogoče kakšen tak trenutek, ko se je to iz 200 potem prelevilo v sedanjo obliko? Kaj je bil tisti trigger, ki je... Pa najbolj to, kot sem že prej rekel, da sem bil toliko naveličan te scenaristike, da mi je to dejansko po dolgih letih mi je bilo pisanje literature všeč, ne. In sem res dejansko, imel sem narejenih po mojenih 30 strani največ, ne, od katerih je po moje ostalo samo 3, ne. In potem je pa v enem letu je bilo to res konstantno delo, noč sem padel, ne, veselil sem se recimo, ko je zunih ta ljubljanska megla sekla, da grem lepo lahko malo na otok, kjer sije sonce ali pa karkoli, ne, čeprav to skozi tišuje, ne, mogoče tudi zaradi tega. Ampak sem dejansko bil not, ne, in v tistem trenutku, ko si not, se ne sprašuješ toliko več, kar je bil prvotni poriv, ko se ne moreš noter spraviti v delo, se pravi, dajmo to končati, ne, tako da. Glede na to, da se toliko ukvarja seveda tudi sam s scenaristiko in z različnimi televizijskimi formati, vidiš možnost, da bi tole zaživelo tudi v kakšnem filmskem formatu, ali je vseeno preveč knjižno, literarno? Prijavila sem že na sklad, pa moram reči, da sem bil tudi kar dobro ocenjen scenarij, ampak samo Dnevnik. Aha, samo Dnevnik? Samo Dnevnik, ja. To zgodbo, ker ne vidim nekako sej zdaj, moram reči, da se tudi nisem še kaj veliko poglabljal to, ne, zaenkrat še tudi scenaristika mi gre dokaj na ne vemo kaj. Tako da se še nisem kaj veliko ukvarjal s tem, kako bi se dali recimo vse skupaj nekako nek gledljiv format, pa recimo na 90 strani, koliko so scenariji spraviti, ne. Seveda moramo omeniti, da je knjiga, torej Dušana Čantra Ekstra deviško, na voljo v vseh knjigarnah Beletrine in pa tudi kot e-knjiga na spletu, torej v različnih formatih jo lahko preberete. Kot rečeno, gre res za odlično, ne samo poletno branje, ampak za odlično branje. Zanimivo mi je tudi, Dušan, kaj je mogoče tisto, kar zdaj sam, ko je pravzaprav roman izšel, verjamem, da si že po svoje malo sit in maja in morja in otokov, kot praviš, ampak kaj je zdaj tisto, na kar skušaš opozarjati pravzaprav ob izidu romana? Kako se avtor počuti, ko ta roman končno izide, ko po vseh teh letih imaš otipljivo stvar v rokah, s kakšnim besedam pristopiš do nekoga, magar do prijatelja, znanca in mu rečeš? Vsekakor drugače, ko pa ob izidu prve knjige, ne. Vsaj nekaj let je že minilo, ne? Ja, kar 30 se mi zdi, ja. Moram reči, da sem se po dolgem času spet veselil, no, izida romana, skoraj približno tako kot recimo prvega, ne. Po moje tudi zaradi tega, ker je bilo največ dela vloženega noter, ne. Drugače pa zelo nerad se z ljudmi, če že res ni treba, pogovarjam o svojem delu, ne, ker
to mi je na nek način služba in če že grem ven, hočem službo pustiti doma. Ne. Sem pa seveda vesel, tako vsi ostali, vsake pohvale, dobre kritike, včasih tudi slabe, če je na mestu, ne, pač, ker to ti ipak da neko priznanje, da se nekaj v redu naredil, ampak preberite, povejte, kaj si mislite, če se le da bolj na privat, v družbi, ne, in to je to. Rekel si leto 2020, po eni strani z romani si ravno zaključil, scenarije imaš tudi dovolj, kaj je mogoče tista naslednja stvar, ki te bo zdaj gnala, kar se ustvarjalnosti in pisanja tiče? Glede na to, da sem že napisal roman, posnel film, mislim scenarij za film, te nadaljevanke, pesniške zbirke še sicer nimam, ampak to me ne zanima. Na Triglavu nisem bil dreves, sem kar nekaj zasadil, ne. Je ena stvar, ki recimo se mi zdi za Slovence kar dokaj značilna, ne, jaz jo pa še nimam v svoji bio ali pa bibliografiji, ne, je drama, ne. Zelo rad bi kdaj napisal še kako dramo. Moram reči, da sem se zadnje čase veliko ukvarjal s tem, tudi zadnje cajte berem samo dramatike iz vseh obdobij, vseh koncev sveta, ampak moram reči, da ne najdem nekako nekega svojega jezika, ko bi lahko rekel, tole bi se pa splačalo mogoče kaj potruditi iz tega, no, ampak je pa želja v prihodnosti narediti tudi kak dramski tekst, mislim, in ga tudi videti na odru, ne, ampak ne zdaj tam nekje pod kozovcem, ne, ampak orang, ne. Drugače pa Zanimiv izziv, glede na to, da toliko različnih stvari oziroma različnih žanrov si že ustvarjal, drama je pa res nekaj, kar... Ja, če povemo kar po resnici, ne, dokaj zaprti krogi so, težko je priti noter, sploh če nisi iz Ljubljane, ne. Če povem čisto po resnici, ne. Zagotovo pomaga to, da si literarno tako uveljavljen in priznan. Ne bi rekel. Ne? Ne vem, če je. No. Okay, sem mislil, da vseeno to odpira kakšna vrata. Verjetno, veš, če gremo to zdaj na neko točkovanje, dobim recimo na tem področju 7 točk, ne, veš, ampak te točke po mojem niso tako pomembne, no. No, ja, moram pa tudi reči, da ne govorim o nikakršnih krivici, ne, a veš, vsi poskusi v tej smeri so zaenkrat tudi z mojega vidika bili zelo porazni, ne. Nisem bil zadovoljen niti sam s sabo, tako da niti nisem nikomur naprej kazal ali pa kaj tega, ne. Ampak motivacija za naslednji izziv je pa vidim, da več kot odlično zastavljena, tako da držimo pesti, da bo torej ob naslednji promociji izida strani Dušana tole drama. Mora biti pa že 8. roman. Kakorkoli, definitivno vam priporočamo 7. roman Dušana Čatra z naslovom Ekstra deviško, 493. izdaja Beletrine, ki jo najdete torej tako v knjigarnah Beletrine kot tudi na spletni strani. Hvala še enkrat, Dušan, in pa čestitke za tole odlično delo. Hvala tudi tebi za vse in bolj. Beletrina v živo.